Jej, pa ste zdržali z mano do zadnjega filmčka, do zadnjega dela. Super, in vsi tisti, ki to gledate, pa niste videli prejšnjega dela, kar pritisnite cancel in pejte nazaj pogled prvi del, kar je pomembno za nadaljevanje tegale. In vsi ostali, ki ste gledali prvi del, welcome. Ok, hitro disclosure, vse informacije, ki bom podala jih zdaj in ki so bile podane prej, so informacije iz spletnih strani, kot je CDC, FDA in iz kliničnih študij, ki so narejene za mRNA cepiva. Če želite karkoli več, pejte na njihove spletne strani in si pogledajte vse to. Ok, zdaj pa dajmo se malo pogovoriti na hitro še enkrat o kako se v bistvu traceajo oziroma sem čisto pozabila slovensko govoriti tukaj, ko toliko angleščine uporabljam, kako se merijo stranski učinki, kako se detektirajo, kako se beležijo. Obstajajo več sistemov in sicer sistemi so si zelo podobni v Ameriki in v Evropi. Eden izmed teh sistemov se imenuje VAERS v Ameriki, ki v bistvu beleži vse možne stranske učinke potem, ko je cepivo odobreno. Se pravi, cepivo meri v kliničnih študijah gledajo vse možne stranske učinke, ampak že ko je odobreno, se še naprej potem merijo vse stranske učinke in beležijo in ugotavljajo, ali so v povezavi z cepivom ali ne. Kaj se je v bistvu pokazalo in skazalo v vseh teh letih spremljanja stranskih učinkov, je, da VAERS lahko detektira stranske učinke, ki se pojavijo, ko se začne cepiti večje populacije ljudi. In to se je največkrat izkazalo, da so stranske učinke eden izmed, naprimer, 500,000 ljudi in tako naprej. Skratka, to so stranske učinke, ki se jih ne more najti oziroma zabeležiti v času kliničnih študij. Potem obstaja še ogromno drugih sistemov, ki merijo razne druge stranske učinke, ampak enega, ki bi res rada, da razumete in da veste, da obstaja, je pa ogromni glomasni sistem, ki se imenuje PRISM, ki pa v bistvu meri vse stranske učinke vseh cepiv, odkar so bila narejena, vse za nazaj, torej več kot 40 let. In to gleda ne samo stranske učinke, ampak tudi vse učinke, ki so ali ki niso v povezavi s cepivom. In za tem stoji in dela ogromno znanstvenikov in ogromno zdravnikov, ki probajo ugotoviti, ali so te stranske učinki dolgotrajni, kakršnekoli so se pojavili v tem času, odvisni od cepiva in kako so povezani. V ta sistem je vključenih 190 milijonov ljudi. Kar pomeni, da informacije od tukaj veš, da so relevantne, zaradi tega, ker imaš tako ogromno populacijo za toliko časa za nazaj, za toliko cepivi. In to niso informacije, ki rečeš, jaz pa poznam enega, ki je to pa to razvil, jaz pa poznam tistega, ki pa je ne vem kaj, jaz pa poznam kolegico, ki je ne vem kaj. Ne. To je 190 milijonov ljudi, ki je vključenih v zadnjih ne vem koliko let, se pravi 40 plus, odkar je prvo cepivo bilo narejeno in za vsa cepiva. Tako da, če greš pogledati na njihovo spletno stran in pogledaš njihove informacije, lahko vidiš, da je večina vseh cepiv, kar pomeni 99,99% cepiv, razvije toksične stranske učinke med dnevom 30 in 45 potem, ko si prejel cepivo. In ravno zaradi tega je FDA naredila zakon, da vsa cepiva nova morajo beležiti stranske učinke najmanj 30 do 45 dni po prejetju zadnjega odmerka tega cepiva. Za mRNA cepiva pa so določili, da je ta čas, ta okno 60 dni, torej enkrat več kot za vsa ostala normalna cepiva. Tako da, dobro, to zdaj informacije imate. Zdaj druga zadeva pa še kar je pa to, da mRNA cepivo, kot sem omenila, je zabeležilo kar nekaj stranskih učinkov, ki si lahko vse sami pogledate na tistih spletnih stranih, ki sem jih omenila. Jaz lahko omenim samo tiste, ki so bili najbolj nevarni in ki so se izkazali za najbolj toksične. To se je izkazalo v manj kot 1% populacije, ki se je cepila, in prvi, ki je bil najbolj nevaren, je bil poškodba roke zaradi administracije cepljenja. Tukaj je, se pravi, težava z administracijo. Potem druga zadeva, ki je bila limfoadenopatija, ki se je razrešila po prejetju zdravila. Na to pa je bila še aritmija pri pacientih, ki so imeli težave s srcem. Tukaj je bilo težko povezati, ali se je to zgodilo zaradi cepiva ali ker se pri teh pacientih
že pričakuje, da se bo to zgodilo. Tako da tukaj je težko povezati neke smernice, ampak še enkrat te najbolj nevarni stranski učinki so se izkazali pri manj kot 1% populacije. In še enkrat za vse ostale, ki jih želite na to komentirati, najprej si prosim pogledajte rezultate, potem pa lahko komentiramo, kdo je kaj dobil stranske učinke. Ok, zdaj se pa v idealni poziciji, kot smo mi znanstveniki. Zdaj pa vas pozivam vse, da sami odgovorite sebi na to vprašanje, ki ste mi ga postavili. Zdaj imate, tako kot mi znanstveniki, imamo vse te informacije in še več kot to. In lahko rečeš, vemo, kakšna so stara cepiva. Ne? Stara cepiva so ubrizgala delčke virusov ali viruse v naše telo. In vemo, da če ubrizgaš virus, ki je živ, se ta lahko razmnožuje in lahko se razmnožuje do mere, ko je neželena in lahko imaš mnogo stranskih učinkov, tako da je lahko dobiš kar močne reakcije. Vemo, kakšni so rezultati študij na 190 milijonov ljudi v vseh teh letih in kdaj so se stranski učinki najbolj izkazali, najbolj močni. In zdaj tudi veš točno, kako je pri mRNA. Veš, da mRNA je v nosilcu, zaradi tega, ker je izredno nestabilna. To smo se pogovarjali v prejšnjem filmčku. Struktura mRNA je tako nestabilna, da mora biti v teh nosilcih. Večina ljudi razvije ponavadi imunsko reakcijo na te nosilce. Ne? In zdaj, ko imaš informacijo, da je messenger RNA izredno nestabilna in je samo vprašanje časa, kdaj se bo pač v telesu razgradila, eventually se bo, ko veš vse, kako je z prejšnjimi reakcijami, kako je z dolgoročnimi študijami cepiv, zdaj si pa lahko na nek način sam odgovoriš, oziroma sama odgovoriš, kakšne so mogoče in morebitne reakcije mRNA cepiva na dolgi rok. Jaz menim osebno, da so dosti manjše kot za normalna cepiva, ravno zaradi vseh informacij, ki sem vam jih zdaj dala. Ampak vseeno pozivam, da si sami na to odgovorite. Evo, jaz moram zdaj delati, ampak bi rada naredila, ko bom imela čas, še en filmček in sicer na vprašanje, ki je izredno pomembno. In sicer vprašanje je bilo, zakaj se moramo cepiti in zakaj pač ne počakamo na čredno imunost. Zakaj ne kar dobimo pač imunosti od tega, da se vsi prekužimo. Ok, gremo, adijo, se slišimo, čau.